Spoštovana gospa predsednica, spoštovani drugi funkcionarji stranke, dragi prijatelji, dragi sokandidati, lepo je doživeti veselo Slovenijo v premajhnem šotoru. Zmeraj je naš šotor premajhen. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, z vašim zaupanjem smo zmagali prve volitve. Z vašim zaupanjem smo pred 5 leti, za marsikoga presenetljivo, zmagali prve evropske volitve. Gospe in gospodje, pozabili smo že malo, da so nas včasih na mejah spraševali, šta imaš za prijaviti. Ti časi so mimo in smo del evroobmočja, lahko potujemo do severnega pola, ne da bi nas še kdo vprašal za potni list. V Bruslju so naši zastopniki tisti, ki smo jih demokratično izvolili. Mislim seveda na evropske poslanke in poslance. Spominjam se, kako je bilo pri prvi preizkušnji, ko je šlo za status Krke in Leka. Smo stopili skupaj, prepričali druge in takrat smo prvič videli, kako pomembno je, da smo v najmočnejši politični skupini. Karel Erjavec, če bi bil slučajno izvoljen, nima skupine, v kateri bi lahko uveljavljal interes Slovenije ali slovenskega gospodarstva. Upokojenci Evrope vedo, kdo bo za njih največ naredil. To je Evropska ljudska stranka. Zaradi odločitve Evropskega parlamenta bo v kratkem mogoče iskati zdravje po vsej Evropski zvezi. Namesto da boš čakal leto ali leto pa pol, boš mogoče čez mejo dobil rešitev v mesecu ali dveh. Mi hodimo od kraja do kraja, od vasi do vasi. Ko nas sprašujejo, če smo že kaj utrujeni. In rad bi še nekaj rekel o sociali. Nihče iz te koalicije ne more učiti Slovencev o sociali, če z vednostjo in odgovornostjo te vlade lahko nekdo odnese 1 milijon evrov iz Ljubljanske banke. Zato, ker so eni hoteli preveč. To je problem danes Slovenije. In ta vlada, gospe in gospodje, ni na strani dela, je na strani kapitala. Gospod Erjavec je napovedal 1000 oziroma obljubil 1000 evrov pokojnine. Pol leta je že minilo, moja mama ima tam okrog 300 evrov pokojnine, pa še tera druga, pa me sprašuje, kdaj se bo zgodilo 1000. Jaz pa pravim, vprašajte gospoda Erjavca, zakaj ni postal minister za socialo. In če tega ni naredil iz Ljubljane, vam povem, vam tudi iz Bruslja bo prinesel 1000 evrov. Penzij ne delijo v Bruslju, za penzije moramo delati doma. To krizo je treba izkoristiti za prestrukturiranje. In kaj se dogaja pri nas? Potem, ko so obljubili spremembe, ko so nam namenili lani pri volitvah ponujali pečenko, zdaj nam servirajo pa pasulj. Raste zadolževanje in rastejo davki. In takole, s tujim denarjem zna vsak delati. Mi potrebujemo moderne koncepte za slovenskega kmeta. Nima vsak 100 hektarjev in 100 krav, na vsakega pa sije sonce. Koliko solarnih malih elektrarn bi naredili lahko iz Kramarjevega milijona, če se samo na to spomnim. Novo Slovenijo zanima najprej mali človek. V času krize je nedopustno, je neetično, da bi tisti, ki imajo veliko, dobili še več, tisti pa, ki nimajo dovolj, imeli še manj. In jasno je, da mi ne moremo sprejemati enostranskih dejanj Hrvaške, ne v Piranskem zalivu, ne pri Hotizi, nekje druge. Če Hrvaška želi spoštovati stanje 25.6., potem se mora odpovedati enostranskim dejanjem in prav bi bilo, da bi vzpostavili stanje, kot je bilo takrat, ne pa risali mejo po Piranskem zalivu, ki ni bil nikoli Hrvaški. Te volitve bo dobila prava energija in veselje do Slovenije. In to je v novi Sloveniji. Gospe in gospodje, veliko grem staviti, da Levica ne bo zmagala. Če so to edini odgovori na krizo, kar je pokazala v 6 mesecih slovenska vlada, potem Levica ne samo, da ne more, tudi ne sme zmagati, ker nas vodi ne v evropsko levico, ampak nas vodi nazaj. Lista številka 1 nima para.
Povejte ljudem, da naprej ni treba iskati, ker pod številko 1 najdejo vse, kar potrebujejo za Slovenijo v Evropi. 7. junij bo praznik nove Slovenije in s tem tudi vse Slovenije.